Gorenjska obzorja. Na stežaj. Ja, čas je, da odpremo vrata naše radijske klepetalnice Na stežaj, v kateri nas je obiskala muzealka, filozofinja in zgodovinarka, ki z veseljem raziskuje tako zgodovinske podatke, kot seveda tudi hribe, ki imajo posebno mesto v njenem srcu. Kako dobro se znajde v preteklosti, ki postavlja temelje prihodnosti, in kako navdušena je nad mirom gorskih poti in turah, ki jih vodi kot gorska vodnica, pa nam bo povedala o nadaljevanju Jelena Justin. Dober dan in dobrodošla v našem studiu. Jana, lep pozdrav tebi in seveda lep pozdrav poslušalcem Radia Sora. Midve se bova, tako sva se dogovorili, po hribovsko tikali, ker se že kar nekaj časa poznava, pa bo tako klepet tudi lažje stekel. Tale najin pogovor pa začeli zgodovino in filozofijo. To je nekaj, kar najdeš na spletu. Mene pa zanima, kaj je bilo tisto, kar te je vleklo v svet teh dveh. Po eni strani morda malo podobnih, po drugi pa povsem različnih ved. Zgodovina je natančna, raziskuje, išče, preverja. Filozofe pa imamo običajno z mislimi tam nekje v oblakih, pa ne vem, če to zdaj točno drži ali ne. Ja, v bistvu jaz sem obiskovala srednjo računalniško šolo, se pravi, sem bila še tisto usmerjeno izobraževanje in že v bistvu v prvem, drugem letniku sem ugotovila, da to pa res ni za mene, in da jaz definitivno ne bom študirala nekaj, kar ima matematiko pa fiziko. In potem seveda ten tretji, četrti letnik sem se nekako odločila za filozofijo in potem seveda nekaj zraven. Filozofija mi je bila nekaj abstraktnega, nekaj, kaj s tem počela, filozofa, Tako, ko si ti rekla, pač ležiš nekje pa tuhtaš, pa v življenju pa le treba preživeti, No in sem se odločila, da pač dam zraven zgodovino, predvsem zaradi dejstva, da če ti razumeš filozofijo enega obdobja, je fajn, da poznaš tudi zgodovino, ker marsikdaj sta ti dve stvari povezani oziroma zaradi zgodovinskih dogodkov. Zgodovinski dogodki vplivajo tudi na razmišljanje ljudi, Tako da to je ena taka abstraktno, konkretna zadeva, oboje skupaj, v bistvu tak zanimiv, povezujoč študij, ki me je v bistvu navdušil. Predvsem me je v bistvu navdušila filozofija, zgodovina mi je bila vedno tako nekaj za zraven. No, ampak si se pa potem našla v zgodovini, ampak še preden prideva do tvojega zgodovinskega dela, morda še ena misel iz tistih študijskih klopi. Zanimiv naslov je imela tvoja diplomska naloga. Metafizični in kozmološki izviri nauka o večnem vračanju. Kako je s tem? A se res vedno znova vračamo na iste poti, pa so, principi isti, pa se spreminjajo samo nianse, ali je bilo tukaj govora o čem drugem? Marsikdaj je v življenju tako, da je princip isti, samo nianse so pač malo različne. To še celo Balašević poje v eni od svojih pesmi. Mene je v bistvu v času študija navdušil pač Friedrich Nietzsche, Pač Nietzsche, njegova teorija večnega vračanja, in sem potem to začela iskati, kdaj se to večno vračanje prvič pojavi, in se v bistvu pojavi že v stari Grčiji. Tudi Pitagora govori o večnem vračanju. Potem sem ene izseke našla tudi pri Giordanu Brunu, vključila sem zraven še teorijo oziroma razmišljanje, bom rekla, svečenikov iz teritorija današnje Anglije, se pravi druide oziroma pač ta keltski svečeniki. In pa seveda zaključila potem z Nietzschejem. Zdaj, problem imam včasih sploh povedati, kakšen naslov sem imela, ker v bistvu potem po koncu študija filozofije praktično se s filozofijo nikoli več nisem ukvarjala. Z veseljem še preberem kakšno knjigo, da malo padam nazaj v ta miselni tok. Sicer pa lahko rečemo, da se stvari večno vračajo. Poglej, kaj se nam dogaja v svetu, iz preteklosti se ničesar ne naučimo. Tako da nianse so druge, ampak stvari se pa vračajo.
No, upamo, da nam bo kdaj uspelo osvojiti to večno vračanje in ga potem tudi ustaviti. Midve se zdaj ne bova več vračali v študentska leta, ampak se bova ustavili v Gorenjskem muzeju, kjer si našla svojo službo in poslanstvo. Za odnose z javnostmi skrbiš. Gre za, lahko rečeva, eno tako zelo pomembno delo, za en tak zanimiv izziv, kajti tvoja vloga je pravzaprav, da muzejske zgodbe, ki jih hranite v Gorenjskem muzeju, najdejo pot do širše javnosti in do ljudi. Kakšen izziv je to? Ja, izziv je bil seveda na začetku blazno velika. V bistvu takratna direktorica, magistra Barbara Ravnik, je na tri nova delovna mesta zaposlila 3 mlade kustosinje, na delovno mesto za dokumentacijo, za pedagoško dejavnost in za PR. In določila nas je točno tako, da delamo tisto, za kar smo bile rojene v bistvu. Meni je fino delati z mediji, fino mi je promovirati stvari, fino mi je zgodbe, ki jih hranimo, razdeliti med javnost. Je bilo pa seveda na začetku težko, ker to je bilo novo delovno mesto. Nihče ti ne pomaga, sam se sproti malo učiš z izkušnjami, vsako leto jih je pač bilo več in jih je več, ampak še vedno se marsikdaj zgodi, da je še kljub vsemu znanju še kaj novega in se skozi delo še kaj priučiš. Tako da takoj na začetku, meni je bilo grozno, ker sem mogla prvič na radio priti. Meni je radio danes medij, lahko povem, ki ga imam blazno rada. Mikrofon mi ne predstavlja nobene groze, ampak prva izkušnja na radiju je bila pa grozljiva, ker prideš v studio oziroma takrat v montirnico in je bilo treba posneti pač en pogovor, in seveda nikoli nisi zadovoljen s pogovorom, oziroma dajte tole popraviti, tole pa nisem v redu rekla, Tako da jaz cenim in imam rajš, da stvari tečejo v živo. Je pa sigurno na začetku bil izziv navezati stike z vsemi novinarji, nekako, da te spoznajo, da si nekako povezan, da sodeluješ z njimi, da se odzivajo na tvoja sporočila za javnost, na kulturne koledarje, ki se jih pošilja. Po drugi strani pa, da se širi tudi, mi rečemo pač adrema oziroma možni naši obiskovalci, ki jih obveščam o dogodkih. In seveda pred vsakim dogodkom je potem malo tistega stresa, bog ve, koliko ljudi bo prišlo, Včasih si presenečen, pa, da jih pride res veliko, včasih pa za kakšno stvar, ko pričakuješ, da bojo ljudje prišli, pa jih pač ni, Ampak teh stvari ne smeš imeti nase, Pač ti svoje delo opraviš, ljudje se pa odločijo, ali pridejo ali ne. Tako, je pa tvoja naloga, precej odgovorna, prenašati zgodbe iz muzeja med ljudi, da tam pravzaprav zaživijo, da jih ljudje vzamejo za svoje, da pri njih vzbudijo dovolj radovednosti, da pridejo tudi na podrobnejše raziskovanje v muzej. Sigurno, pa v bistvu te zgodbe, ki jih širim med ljudi oziroma s katerimi se muzej ukvarja, morajo pri ljudeh zbuditi nek spomin. Morda, da najdejo tudi sebe v zgodbi, ali pa jaz se pa spomnim, da je moja stara mama tudi imela takole umaro, mizo ali kakorkoli. Tako da PR je sigurno pomemben pri uveljavljanju muzeja v javnosti, pri ozaveščanju o pomenu za skrb za kulturno dediščino. Se trudim po svojih najboljših močeh. In dobro ti gre. O zgodbah iz muzeja bova kakšno rekli še v nadaljevanju. Zdajle pa je čas za nekaj glasbe. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Z Jeleno Justin klepetamo danes muzealko, filozofinjo, zgodovinarko, pa tudi gornico in vodnico.
O nadaljevanju pridemo tudi do hribovskih brezpotij, zdaj pa se bova še malo ustavili v muzeju. Z muzejskega vidika se, kot pravijo podatki na spletu, posvečaš odnosom z javnostmi, pa tudi alpinizmu in zgodovini športa na Gorenjskem. Kaj pa te je potegnilo v športni svet? Pravzaprav šport mi je bil vedno nekje blizu. Jaz kot otrok oziroma tam v osnovni šoli sem igrala košarko, se ukvarjala s košarko, jo trenirala. Potem nekje konec osnovne šole sem začela hoditi na atletska tekmovanja in sem suvala kuglo, pa sem pa rekla, da se s tem športom nam ukvarjala, ker to, kar lahko naredim brez treninga. Ker takrat, ko si gledal olimpijske igre, pa te ženske so bile take zelo mišičaste, možate. Tako nekako, pa sem rekla, ne, to ni za mene. Potem pa tam v srednji šoli sem bila totalna lenoba, kar se tiče športa. No, potem sem se pa počasi vrnila nazaj, začela spet migati, raziskovati hribe, hoditi v hribe in se ukvarjati s trenerskim delom, kar se košarke tiče. Zdaj v službi, pa kako je prišlo do tega ukvarjanja, predvsem z zgodovino v bistvu himalajizma, je bila pa v bistvu prva taka razstava ob 25. obletnici slovenskega vzpona na Everest, ko smo s kolegico dr. Moniko Rogelj pripravili razstavo z naslovom Slovenski Everest. In takrat sva tudi navezali stike s številnimi alpinisti te zlate generacije slovenskega alpinizma in seveda posledično so se potem rojevale ideje, kaj vse bi lahko še naredili, tako da teh alpinističnih razstav je bilo kar nekaj v Gorenjskem muzeju, potem pa, ko je bil v Mojstrani ustanovljen Slovenski planinski muzej, smo pa to je le poslanstvo, ki ga mora upravljati ta muzej, ne naš, kljub temu, da imamo v naši zbirki kar nekaj predmetov, ki so seveda unikatni in edinstveni in jih imamo mi. Tako da to je bila ideja, ki se je potem nekako nadgrajevala. Zdaj pa priznam, da že v bistvu 10 let bi rekla, da v bistvu se ukvarjam res samo s PR-om, ker se mi tako zdi prav, ker po drugi strani, zdaj, če jaz pripravljam kakšno razstavo, moram pol tudi sama narediti ves PR in vse in seveda priprava razstave pa tudi vzame nekaj časa in potem kakšne stvari niso tako aktivno upravljene, kot bi mogle biti. No, ko si že omenila, da priprava razstave terja kar nekaj časa, kako pa nastajajo razstave? Koliko dela se skriva v tistih, nekaj panojih, fotografijah, predmetih, ki so razstavljeni, v eni, 2, 3 sobah, da lahko z njimi poveste zaokroženo zgodbo nekega obdobja, neke pokrajine? Zdaj odvisno, kakšna je tema razstave. Lahko se zgodi, da nastajanje razstave traja tudi 2 leti. Če je potrebno še če je to kakšna arheološka razstava, recimo, pa da je potreba po raziskovanju še materijala, z katerega obdobja je kaj, s česa je narejeno in tako naprej, to traja. Tako da zdaj odvisno, kakšna je tema. Zdaj te razstave, ki sem jih jaz pripravljala, je recimo maksimalno bilo res, pol leta, recimo, da je razstava nastala, poleg tega, da sem opravljala svoje delo, se pravi PR za vse ostale stvari, ki so potekale v muzeju. In pri teh alpinističnih razstavah je bilo zelo veliko terenskega dela, se pravi navezovanja stikov z alpinisti, da sva sploh s kolegico dobili predmete, ki smo jih potem lahko razstavili na razstavi. Po drugi strani je pa tudi informacija, ki jo dobiš od nekoga, ki je, stal na Everestu, stal na Makaluju ali pa na Kančenzengi, zlata vredna, in to so stvari, ki jih ne moreš najti v kakšni knjigi ali pa v intervjuju, objavljenih v nekem časopisu ali reviji, ampak v bistvu vprašaš tisto, kar te zanima, ker veš, da boš to vključil na nek pano in s tem mogoče povedal še nekaj več, kar se še ne ve oziroma kar še ni bilo zapisano. In to si ti spretno lovila tudi na posebnih muzejskih večerih, posvečenih tej tematiki. Ja, tudi to so bili muzejski večeri, ki so bili vezani na razstavo.
na obstoječo, aktualno, občasno razstavo in sem skušala nekako povabiti goste, ki bi predstavili še en segment, ki ga pa razstava recimo ni vključevala, da so v bistvu muzejski večeri so vedno nadgradnja neke obstoječe razstave, bolj natančno stvari razložene ali pa razloženo nekaj, kar na razstavi sploh na razstavo ni vključeno, se pa tematsko navezuje. No, nisi pa raziskovala samo športa in himalajizma, ampak tudi slovensko zgodovino. Si soavtorica razstave Gorenci in vojna za Slovenijo, ne? Ja, res je. To je pa v bistvu prva razstava, pri kateri sem sodelovala kot soavtorica. V bistvu smo jo 3 kolegice delale, Helena, Monika, pokojna Helena, Monika, pa jaz. V bistvu smo bile mlade, nadebudne zgodovinarke oziroma kustosinje, ki smo pač prišle v muzej. In prva taka ideja je bila, kaj pa, če bi mi skupaj naredili eno razstavo o vojni za Slovenijo, takrat je bila ravno 10. obletnica. In smo šli do takratne direktorice in seveda smo dobili zeleno luč in začeli delati. In tukaj je bilo tudi zelo veliko terenskega dela, ker v muzeju takrat ni bilo praktično nobenih ali pa minimalno fotografij. Tako da smo navezali stike, dobili fotografije, takratni fotograf v muzeju je naredil reprodukcije, mi smo pa pač sestavljati začeli zgodbo, pa kaj želimo v bistvu z razstavo povedati in na kakšen način obuditi spomin na to, kaj se je zgodilo. In če sva že pri spominih in razstavah, še ena taka zanimiva v tvoji zbirki razstav pa je razstava o bolnišnici Golnik. Ja, to smo pa isto 3 delale, isto Helena, Monika in jaz. To je bila pa v bistvu naročena razstava iz bolnišnice Golnik. Mislim, da so imeli takrat ali 60 ali 70 let, to je bilo v istem letu, kot smo pripravljali razstavo o vojni. V bistvu smo vojno odprli, potem smo pa začeli Golnik delati. Mene vmes en mesec sicer ni bilo, ker sem bila na bolniški, ker sem se sesula s kolesom tamle na cesti, kaj bi tu, tam je gostilna tam in sem bila pač en mesec na bolniški, tako da sta kolegici takrat hodili na Golnik, proučevali arhiv in tako naprej. Tako da v bistvu delo v muzeju je pestro, lahko te doleti naročena razstava, lahko imaš lastno idejo, pa če jo vodstvo pač potrdi oziroma da je sprejeta, potem to delaš. Razstava recimo, ne vem, vidim, da si se dobro pripravila, Delala sem tudi razstavo o mostovih v Kranju, To je bilo pač vezano na eno temo v okviru Dni evropske kulturne dediščine. Tako da ukvarjala sem se tudi s starimi razglednicami, predvsem planinskimi. Teme so različne, ampak meni je pač ljubo tisto, kar je pač nekako povezano s hribi, tam se čutim doma, tam se čutim suvereno. Tako da ja. In v hribe se odpraviva že čez nekaj minut, čeprav bi o tvojem delu v muzeju še lahko klepetali, pa dejva tale muzejski del zaključiti s pogledom v prihodnost. Česa si za razvoj muzejske dejavnosti želiš za vnaprej? Zakaj bi bilo prav, da bi nas večkrat zaneslo na obisk muzeja, da bi poznali zgodbe preteklosti, pa z njimi morda lažje ustvarjali tudi lepšo sedanjost in boljšo prihodnost? Jaz sem prepričana, da večina ljudi muzeje gleda tako z rahlo distanco, ker jih spominja na tisto obdobje, ko smo hodili v šole in so pač učiteljice pripeljale učence v muzeje. In seveda v muzeju je vladala tišina, v muzeju je bil mir, nihče se ni smel nič dotakniti in tako naprej, ampak muzeji pač že dolgo niso več to. Muzeji skušamo biti aktualni, skušamo pripravljati razstave, ki so vezane na aktualne teme, če se pa že ukvarjamo izključno z neko temo, ki se dotika preteklosti, jo poskušamo aktualizirati. Recimo letos oziroma lansko leto spomladi smo imeli razstavo o plakatih, ki jih hranimo v muzeju, plakati 2. svetovne vojne. Delala je razstavo kolegica Marija Kos.
No in smo potem z muzejskim večerom zadevo aktualizirali in smo povabili v goste profesor dr. Iztoka Prezla, ki nam je predstavil današnjo propagando, današnje dezinformacije, fake news, kako to vse skupaj deluje. To je pa pač tista nadgradnja, ki jo v muzejih skušamo narediti preko obrazstavnih dejavnosti, ali so to predavanja ali muzejski večeri. Tako da teme so aktualne in jaz seveda vabim tudi poslušalce SORA, da ko pridejo v Kranj, da obiščejo tudi Gorenjski muzej. Tako, midve pa se v nadaljevanju, kot rečeno, odpraviva v hribe, še prej pa kratek glasbeni predah. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Z Jeleno Justin, našo današnjo gostjo, muzealko. Njen svet v muzeju smo že spoznali, pa se bomo v nadaljevanju odpravili še v svet brez poti, gorske tišine in krasnih razgledov. Zdaj, Jelena, ti si tudi velika ljubiteljica potovanj in odkrivanja sveta. Največkrat združiš kar oboje, ne? Potovanje in gorništvo, če se le da. Kaj pa je tisto, kar te vedno znova pelje na potep po svetu? V bistvu odkrivanje novega, neznanega, sicer na enem res dolgem potovanju nisem bila v bistvu 10 let. Je pa res, da me tudi praktično skoraj noben vikend ni doma, ne? Ker v bistvu odkar kot planinska vodnica vodim krajše trekinge, za kakšna daljša potovanja niti ni časa, ker grejo tisti dnevi dopusta, se porabijo za to. Ja, čisto prehitro minejo prosti dnevi, ne? Ampak če jih človek dobro izkoristi, potem gre to nekako z roko v roki. Koliko sveta pa si že prepotovala, kje si morda našla tiste najbolj zanimive kotičke, tako zase, za svojo dušo? Ja, za mojo dušo je vsekakor tisti kotiček v Nepalu, no. To priznam vedno, ker sem si že kot otrok oziroma v najstniških letih, ko sem brala v bistvu knjige alpinistov, sem si vedno želela te najvišje gore sveta videti od blizu. In ja, se mi je želja uresničila, tako da sem Nepal obiskala 3-krat, čist različne konce, in vsakič znova so me te res visoke gore navdušile. In z teh višin, ne vem, sem se gibala v Nepalu na višini tam nekje od 5 do 5500 metrov, sem si rekla, kapo dol vsem tistim, ki so na višini 8000 metrov plezali prvenstvene smeri, z opremo tako, kot so jo imeli takrat v tistih letih, govorimo o teh prvopristopnikih naših, ki so v bistvu slovenski alpinizem ponesli v sam svetovni vrh. Ja, verjamem, da so občutki neverjetni, razgledi krasni in priložnosti za fotografiranje neomejene. Si tudi navdušena fotografinja. Kako pa je z lovom na te posebne trenutke? Se jih da sploh ujeti na fotografijo ali tisti najlepši ostanejo zapisani v tvojem srcu? Tisti najlepši sigurno ostanejo zapisani v srcu, v duši. Je pa res, da pač na potovanja sem vedno odhajala s res ta velikim, ta težkim fotoaparatom, ne. Potem pa po tisti nesreči v hribih, ki sem jo imela, enostavno hrbet ne dovoli več tega, tako da zdaj odhajam na svoje poti z manjšim fotoaparatom, ampak tudi z manjšim fotoaparatom se da ujeti trenutke, ki so edinstveni, ki obudijo spomin. Tako da ja, teh motivov je veliko, sam videti jih je treba. Mogoče niti ne videti, ampak začutiti. Tudi na kakšni razstavi, kakšnem potopisnem predavanju slednje si nekdaj kar pogosto pripravljala, zdaj pa verjetno kaj, zmanjka časa? Ja, v bistvu zdaj, ker ni teh, bom rekla, res dolgih potovanj, tudi tovrstnih predavanj ni. Ja, sem pa te svoje izkušnje s pomočjo lastnih fotografij delila, ja, na številnih potopisnih predavanjih.
pa zdaj nam se pohvalila, ampak celo eno fotografijo oziroma par fotografij sem enkrat poslala na en razpis za razstavo fotografsko in je bila celo ena fotografija sprejeta, tako da sem bila na tisto neizmerno ponosna in to so bili neki tako imenovani mužici, pač tudi kamen na kamen naloženo, en detajl ene poti v Nepalu. Vzadej je bila meni osebno najlepša gora Ama Dablam, od spredi pa pač ti mužici in sem dala naslov fotografije Kamni življenja. In z njo verjamem, da navdušila prav vse, ki so jo videli, tako kot tebe vedno znova navdušujejo hribi. Kaj tako magičnega pa je v hribih in gorah, da te vedno znova vleče tja gor, kamor se moraš fejst namatrati, že ko plezaš gor, za nekaj kratkih razgledov, za malo miru, pa se potem spet matrati, ko se spuščaš v dolino. Kaj vleče? Enkrat sem rekla, da tisto občutek svobode in kril, ki jo začutim pač na vrhu hriba, je tisto, kar me vsakič znova prepriča. Zdaj, če sem pred leti bila precej tako narejena, da sem izbirala, najbolj zahtevne ferate, ki so me pripeljale nekam na vrh, se mi zdi, da sem potem to nekako prerasla. Da danes mi ferate niso več neki izziv, imam rajš zahtevne, kompleksne poti, ki lahko vključujejo tudi delček zavarovanih poti, predvsem pa, da so to poti, kjer moram se malo pomatrati, ali je to, da je tako blazno strmo, tako kot si rekla, da se moraš res našvicati, da prideš do vrha. Ampak enkrat, ko si na vrhu, si v bistvu na polovici poti, a ne? Največje neumnosti se ponavadi ali pa kakšne nesreče dogajajo pri sestopih, ko ti malo že koncentracija pade. Ampak ja, gore meni vsakič znova dajo neko energijo in marsikdo mi reče, pa se ti si skozi po hribih, a je sploh še kaj za prehoditi? Veš, kaj je zanimivo, ne? Da prideš na goro, na kateri še nisi bil in potem pred sabo zagledaš ti, kva pa je tisle za en hrib, kva pa je tisle in se spisek gora, ki jih želiš obiskati, ne da se krajša, skozi daljši je. Ne? In delček tega spiska si ti kot avtorica ujela tudi v planinske vodnike. Koliko se jih je zdaj nabralo? 5, 6? 4. Aha, dobro. 4 je pa res, da podlistek v lokalnem časopisu teče že krepko več kot 20 let. Tako da, to je tudi, bom rekla, neka doslednost in neka disciplina, ker veš, da moraš vsak teden vnaprej pač nekaj objaviti. Problem recimo nastane, takrat, ko sem bila pač na bolniški, ko nisem mogla hoditi, nisem imela toliko tekstov napisanih, ampak vse se da, če je volja. Kakšen izziv pa je v besedi, samo pot, vse tiste skrite kotičke, lepoto narave, razglede in vsa navodila, ki jih želiš predati bralcu v en tak kratek tekst, kjer si običajno omejena z znaki ali pa v oddajo, kjer si omejena z minutami? V bistvu je problem, če delaš turo, ki je dolga, 3 ure, ali pa če delaš turo, ki je dolga 10 ur. In valjda pri turi, ki je dolga 3 ure, včasih pol vpletem noter še kakšno kulturno dediščino zanimivo, mogoče povem kaj več o kakšnem Pogorju ali o kakšni zanimivi vasici ali pač nekaj, zato da se zapolnejo tisti znaki, ki morajo biti. Če je pa zdaj tura, ki je dolga 10 ur, je pa treba kljub vsemu čim bolj natančno opisati pot, po kateri se gre do vrha, ne? In tam pol ni tak problem, ker tura, če traja 10 ur, je bilo tudi kar nekaj poti za prehoditi. Sem pa hvaležna vsem, ki me berejo, oziroma vsem tistim, ki so kdaj kupili vodnik, ker feedback, ki sem ga dobila ali pa ga dobivam od bralcev, je, tvoje poti so pa zelo natančno oziroma fajn opisane, se nisem zgubil. To meni pač pomeni veliko. Se ne, da bi se človek zgubil, ampak včasih
ja, se pač trudiš, pa ti ne rata raven pravilno kaj napisati, ampak ja, feedback od ljudi je pozitiven in sem jim za to hvaležna. In verjamem, da bo še dolgo tako. Midve greva zdaj z glasbo v nov dan, na to pa še na nekaj najzanimivejših tur letošnjega leta. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Z Jeleno Justin klepetamo danes in o nadaljevanju še nekaj zanimivosti iz hribovskega sveta. Jelena, ti si tudi planinska vodnica, tudi načelnica vodniškega odseka pri planinskem društvu Medvode in človek, ki znaš pohodnikom približati lepote gorskega sveta. Kako zahteven izziv pa je delo planinskega vodnika? Odgovorna naloga že sama po sebi, ne? Peljati nekoga v hribe, hkrati pa biti na poti še zanimiv, ker ni dovolj, ne? Da nekoga samo pelješ nekam, ampak je fajn, če mu tudi kaj poveš. Ja, vsekakor je to v bistvu zahtevno in odgovorno delo. Tega se ljudje mogoče premalokrat zavedajo, ne? Je seveda odgovornost in dejstvo je, da kot planinski vodnik moraš, pa če grem na take čisto osnove, peljati skupino na način, da bo sposobna celotna skupina priti na vrh. Res je, da se včasih zgodi, da se prijavi kdo, ki ne zmore. In v takem trenutku je treba tudi kot vodnik prevzeti odgovornost in mu povedati, da mora tam nekje počakati. Na mojih turah s planinskim društvom Medvode se je to zgodilo 2-krat. Ena tura je bila res dolga, en gospod je malo precenil svoje sposobnosti, oziroma enostavno sem vedela, da če se bomo mi prilagodili njemu, bo tura trajala čist predolg. In sem se lepo z njim pogovorila in sem mu rekla, zdaj pa klele počakaj, mi gremo na vrh. In se je pač sprejel mojo odločitev in nas pač počakal pač spodaj pod vrhom. Zgodilo se je pa tudi lansko leto, je pa tudi ena gospa, ko smo šli na Werner, enostavno precenila svoje sposobnosti. Bila je po moje prepričana, da se bomo pač prilagodili njej, a ne? Ampak sem rekla pač ne gre. In to so pač tiste odločitve, ki jih je treba pravzaprav skoraj v hipu sprejeti. Po drugi strani pa, kot praviš, jaz sicer nisem človek, ki zna zabavati ljudi. Znam pa povedati tako, kakšne pač zanimivosti in nekako tudi zmotivirati in potolažiti koga, če pač slučajno kaj ne zmore ali pa ima kakšne težave. Tako da ja, delo je zahtevno, je odgovorno, predvsem je pa to delo, kjer je treba sprejemati odločitve. Ena taka posebna zgodba je zgodba z imenom Hike and Chill, ki prinaša trekinge s karakterjem. Kako pa je nastala ta zgodba z Matejo Gerečnik, ki popelje ljubitelje hribov in gora na različne konce? V bistvu zgodba je nastala tako, da sva bile enkrat skupaj v hribih. Mateja je sicer prej vodila za eno agencijo, pa so se nekako razšli. In potem seveda, veš, kaj se je zgodilo, in mi začne razlagati pa to. In pravi, a misliš, da medve to lahko same delale? In jaz sem tako malo zatrokirala takoj, pa sem rekla, jaz sem prepričana, da ja, sem nekaj sam posledično. To pomeni, da moram iti jaz na izobraževanje za planinskega vodnika. Jaz sem ves čas govorila, da tega nam nikoli delala. Jaz pač opisujem ture in izdajam vodnike, ampak vodila pa ne bi. Ne? Tako da takrat sem se pol pač obrnila na svoje planinsko društvo, kjer sem bila pač članica, planinsko društvo Medvode. Se pogovorila s predsednikom in takrat so me pač poslali na šolanje. To je bilo v bistvu ravno na začetku korone oziroma leta 2020. Tako da sem tisto licenco, tako imenovano A, naredila v bistvu leta 2020, licenco B v letu
21, potem pa še v letu 22D, oziroma tako, da sem tudi registrirana kot delavec v športu 2, kar je pa pač pogoj, da lahko delam pač to, kar delam. In potem v letu 21, sva v bistvu registrirali SP, oziroma Mateja ima odprt SP. In imava agencijo, ki organizira krajše 3-4 dnevne trekinge. Lansko leto sva imeli na programu prvo 5-dnevno, to je bila Elba, letos gremo pa za 6 dni v Hercegovino oziroma pač v Bosno. Tako da, to je tudi ena zgodba. Vajni trekingi so posebni, prisegate na doživetje, mir, tišino, dobro družbo, nasmejane obraze in manj znane trofejne vrhove. Zakaj se vam zdi to pomembno in kam nas pravzaprav lahko popeljeta? Pomembno se nama to zdi zaradi tega, ker ko mal spremljaš konkurenco oziroma pač konkurenco, pač mal gledaš, kam ljudje hodijo, vsi vodijo na ene in iste destinacije. Vsi. In medve so se odločili že takoj na samem začetku, da medve bova pa to drugače, da bova ljudi popeljali tja, oziroma v tiste konce, ki so bistveno manj znani, ki so manj turistični, povezali se bova z lokalci, z lokalnimi nastanitvami in skušali dati tisto piko na i, ki jo druge ne dobijo. In ko sprašuješ, kam lahko gredo z nama, ne vem, recimo zadnji trekking, ki sva ga odvodili, so bili Apenini v pokrajini Emilije Romanije v Italiji. Totalno neznan konc. Čudovita pokrajina, ki je videti, kot bi jo nekdo narisal s čopičem. Zdaj naslednji trekking greva v Gričevje koli Euganej. To je Gričevje, ki je južno od Padove, vulkanski hribčki v bistvu. Moram pa pač povedati, da najni trekingi imajo različno zahtevnostno stopnjo, od 1 do 5 oziroma od 2 do 5, kar seveda pomeni, da je odvisno oziroma številka pove, koliko je na dan hoje oziroma kakšna je višinska razlika. Tako da tisti poletni trekingi, res pravi trekingi, od koče do koče, ko vse nosiš s seboj, imava v letošnjem poletju v bistvu same petke, se pravi tiste, ki so kondicijsko zahtevni. Je pa res, da midve načeloma na vrhove, peljeva na vrhove tudi, ampak ne voziva na vrhove, ki so trofejni, se pravi, pri nama ne bo poti na Ararat, ne bo poti na Kilimandžaro, to imajo drugi. Midve imava pa tiste skrite biserčke in kotičke, ki jih ljudje ne poznajo in jih raziščejo z nama. Tako za sladokusce pravzaprav, s katerimi pa navdušujete svoje udeležence in tudi letos imata le še bolj malo prostih mest, kolikor mi je uspelo ujeti na spletu. V bistvu večina trekingov je, bom rekla, razprodanih oziroma polnih, sploh ti poletni trekingi od koče do koče. Je pa zanimivo, tako eno leto se ta prvi treking, ki se napolni, je recimo Blatno jezero, naslednje leto je komaj en kombi. Tako da se sprašujeva v bistvu, na osnovi česa ljudje rezervirajo svojo destinacijo. In potem v bistvu povejo, da glede na čas, ki ga imajo, destinacija pol enkrat, ko naj jo spoznajo, ne bom rekla, da ni pomembna, ampak je obstranskega pomena, ker je v vajni družbi fajn. Tako da sva veseli, da sva se, mislim, da se je agencija prijela, veseli slehernega potnika, sploh pa veseli, da imava eno bazo ljudi, ki se pa konstantno vrača. Tako da jih je nekaj takih tudi, ki so bili z nama že lahko rečem, na vseh trekingih, in tudi takih, ki so bili na eni destinaciji tudi že 2-krat, 3-krat, ker je enostavno destinacija toliko lepa in vsako leto drugačna, da se splača to doživeti.
In videti, kaj ponuja na novo. Zdaj mi dve bi še lahko klepetali, pa pravi čas, da se bova počasi poslovili. In če sva že ostali v hribih, na trekingih, več o seveda posameznih, ki se jim lahko pridružijo naši poslušalci in poslušalke, bodo ti našli na spletu, na vajni spletni strani Hike and Chill. Mi dve pa zaključiva z eno tako mislijo, zakaj v hribe in predvsem kako v hribe, ne? Tudi za varnost je namreč treba poskrbeti. Najprej je seveda treba poskrbeti za varnost. Varnost je vedno na prvem mestu in to je prav, da vemo takrat, ko hodimo sami v hribe, ali pa tudi, ko gremo s planinskim društvom, ali pa s Hike and Chill, ko gremo, je varnost na prvem mestu. Se prilagodimo, recimo včasih kdo pravi, kaj pa če bo dež. Ja, se pač prilagodi, se tura prilagodi, če pada dež, ni treba biti v bistvu, če si doma pa hočeš iti v hribe, ni treba biti doma, lahko turo pač prilagodiš, ampak naj bo varna. Varnost je vedno na prvem mestu. In zakaj v hribe? Zato, ker je fajn, zato, ker je lepo, zato, ker je lepše na svet pogledati od zgoraj navzdol. In tako, kot sem rekla, meni v bistvu hribi dajo nek občutek neke svobode, kril in obenem tudi nek notranji mir, sploh, ko veš, da si se za goro moral malce potruditi. Tako kot za vse v življenju. Jelena Justin, hvala lepa za tale današnji klepet. Uspešno delo v muzeju, uspešno prenašanje ljubezni in zgodb preteklosti v današnji čas, predvsem pa varen korak in neskončno veliko lepih doživeti v hribih ti želim, pa verjamem, da še kdaj nasvidenje tudi pred našim mikrofonom. Hvala lepa.